Dober dan vsem skupaj, lep popoldne. Lep pozdrav seveda v imenu Slovenske demokratske stranke, posebej v imenu mestnega odbora Slovenske demokratske stranke. Zdaj, ko sem premišljal, kaj v teh 2 minutah na začetku povedati, je vedno težko, ko moraš spregovoriti gospe zame. In sem se spomnil na eno misel, ki sem jo pred časom prebral, ni moja, kjer je nekdo analiziral 10 božjih zapovedi. In tam je zapisal, da je zanimivo, da samo ena od 10, poleg zapovedi ali pa obveznosti, ki nam jih Bog nalaga, tudi nekaj obljublja. To je 4. božja zapoved. Tam pravi, spoštuj očeta in mater, zato, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Torej, zgleda, da tudi Bog ve, koga je potrebno spoštovati. In danes smo tukaj na ta materinski dan. Torej, danes se spominjamo vseh mater, žena, vsak izmed nas ima mamo, torej prav vsak izmed nas se lahko koga spominja. Zdaj, tisti malo starejši se zdaj spomnimo, da se ta dan praznoval nekako drugače. Ne? Če se spomnite, so nam 60 let v glavo utepali 8. marec, dan žena, antifašistična fronta in ne vem kaj še vse, pravice žensk, enakopravnost, pravzaprav govorili so takrat o enakopravnosti, danes govorijo o enakosti in vse to je, hvala Bogu za nami, vse to je preživelo. Poglejte, danes, če rečem malce odkrito, je to, da imamo ženske kvote, pa da govorimo o tem, kako nekdo zasede mesto, zaradi tega, ker je ženska pravzaprav podcenjujoče do žensk. Torej, jaz mislim, da smo vsi enakega mišljenja, da so ženske in moški enakopravni in pa seveda vsi vemo, kako nas je Bog ustvaril, ne? Moža in ženo. Torej, ni drugih spolov, zgolj 2 spola sta. In ko slišimo nazadnje take nebuloze, no, ne bom govoril o drugih, no, mogoče povem 2. Ena od njih je ta, ko je gospod predsednik vlade zadnjič povedal, če ste brali, da so neopredeljeni zdravniki pravzaprav za tiste, ki nočejo se opredeliti za nobenega zdravnika, ne. Mislim, take neumnosti težko človek sliši. Še bolj noro pa je to, ko je pred časom povedal, da si na čelu banke želijo žensko. To je pravzaprav velika diskreditacija za kandidatko, ki je ta kandidirala kot strokovnjakinja, jaz se ne spuščam v to, ali je ali ni, ampak vsekakor povsem neprimerno, da nekdo zasede neko mesto zgolj zato, ker je določenega spola. No, jaz verjamem, da ne bodo danes gostje, torej imamo izjemne goste, torej Moniko, Ignacijo, Luka in gospoda Finka, povedali tudi kaj več o tem razmerju moški-ženska, predvsem pa, da bomo v tem popoldnevu zveli tudi kaj novega o tem, zakaj je ta materinski dan tako pomemben in verjamem, da bomo z tega popoldanskega omizja odšli bolj bogati, bolj polni in seveda tudi vnaprej vedeli, da je praznovanje materinskega dneva tisti dan, ki ga je vredno vedno praznovati. Hvala za udeležbo in lep popoldne. Se mine površ prleti, pred okence se naglasi. Letvo si ti, le kaj si mi prinesel. Letvo si ti, le kaj si mi prinesel. Prinesel sem ti štumfiče, oj štumfiče, prav purgašče. Le beži preč, le pojdi preč, saj nisi ti ta pravi. Le beži preč, le pojdi preč, saj nisi ti ta pravi. Se mi ne pobež prleti, pred okence se naglasi. Letvo si ti, le kaj si mi prinesel. Letvo si ti, le kaj si mi prinesel.
Prinesel sem ti rinčico, oj rinčico prav srebrno. Lepo idi sem, saj ti si moj ta pravi. Lepo idi sem, saj ti si moj ta pravi. Naj se uvodoma zahvalim glasbeni skupini Elinor, ki nas bo danes še enkrat malo razveselila s svojimi lepimi glasovi. Na današnji materinski dan smo združeni Krščanski forum Slovenske demokratske stranke, Kulturni forum in Slovenska demokratska mladina organizirali pogovorno omizje z željo poudariti pomen družine in vseh družinskih vezi. To je priložnost, da pokažemo spoštovanje do vseh družinskih članov, ki vsakodnevno prispevajo k naši rasti in razvoju. Prav tako je namen, da se v današnjem čudnem svetu, ko so poteptane vse vrednote, ko se poskuša izničiti partnerstvo med moškim in žensko, ko je na pohodu LBGT, čim bolj poudariti pomen tradicionalne slovenske družine. Slovenska družina je bila včasih številčna. Generacija mojih staršev je bila rojena v številčnih družinah. Mi, kasneje, naša generacija, pa je že bilo skoraj posmehljivo tam, kjer je bilo več kot 3 ali 4 otroci. Zato pa imamo danes težave z demografijo. V slovenski državi je trenutno nekje 2 milijona prebivalcev. Število pa ne narašča na račun rojstev, ampak na račun priseljevanja. Majhno število rojstev pa nosi posledice, vpliva na pokojninski sistem in zdravstvo, kjer pa imamo v Sloveniji vedno večje probleme. Zato je nujno, da glasno in povsod opozarjamo, da bo tudi naša država, predvsem zaradi državljanov, spregledala in priznala nenadomestljivo vlogo družine za našo družbo. Svoje misli in videnje bodo danes z vami delili Monika Gregorčič, nekdanja poslanka Državnega zbora Republike Slovenije in predsednica Krščanskega foruma Slovenske demokratske stranke. Prosim. Dr. Ignacija Fridl-Jarc, filozofinja, kritičarka in predsednica Kulturnega foruma. Profesor Andrej Fink, pravnik za področje teorije o državi, ustavnega in mednarodnega prava ter mednarodnih odnosov. In Luka Simonič, predsednik Slovenske demokratske mladine. Tako, začeli bomo pogovor z gospo Moniko Gregorčič. Današnji praznik je povezan tudi s krščanskim izročilom. V Sloveniji materinski dan 25. marca praznujemo od leta 1991 in sicer na isti dan, kot je praznik Marijinega oznanjenja. In tudi, ker lahko trdimo, da je krščanska vera neverjeten vir za matere. V veri spoznavamo, kako pomembno je delo matere. Božja matera Marija, nje same ne častimo, zato ker nas uči, kaj materinstvo zahteva od matere in kateri blagoslovi jo čakajo v življenju za druge, ampak tudi zato, ker je z svojim ravnanjem pokazala, kaj mati zmore, trpljenje ob smrti sina. Se lahko strinjamo s takšno trditvijo, da je Marija lahko vir in vzgled tudi za današnje matere? Ja, prav gotovo. Najprej en lep pozdrav, dober dan z moje strani. Hvala lepa za to iztočnico kot uvod v današnjo razpravo. Še kako se strinjam z vami, ko pravite, da je Marija lahko naš vzor. Vzor v tem, kako se žrtvovati za družino, kako vzgajati svoje otroke in kako jih tudi potem
ko odrastajo, ko izpolnimo svoje poslanstvo, spustiti v svet, da razprejo svoja krila, da odletijo iz gnezda. Naloga Marije je bila seveda v tem pogledu svojstvena, edinstvena. Žrtvovala je svojega edinega sina za odrešitev človeštva. To je bilo njeno poslanstvo in izpolnila ga je brezhibno. Zato je tudi lahko zgled ali pa je tudi neko zatočišče utehe in tudi upanja za vse matere. Tudi če sama iz nekih svojih izkušenj potegnem neke skromne vzporednice, ki niso s tem primerljive, mislim, da vse matere lahko rečemo, da je materinstvo nekaj najlepšega na svetu, ampak hkrati tudi nekaj najtežjega. Najlepšega v smislu, ko vzgajamo svoje otroke zato, da bodo nekega dne samostojno stopili na pot življenja, odleteli iz gnezda, pa vendar se v tem procesu, v teh letih zgodi življenje, zgodijo marsikatere težke preizkušnje, bolezni, takšne in drugačne skrbi, povezane z otroci, vezane na družino, in mislim, da je ni matere, ki ne bi pri sebi rekla, joj, naj se mojemu otroku nič ne zgodi, vse bi prevzela na sebe, vse bolezni, vse nesreče, samo da bo z njim vse v redu. Tako da mislim, da je materinstvo en tak primer najbolj nesebične ljubezni, zemeljske ljubezni, in v tem smislu se lahko poistovetimo z Marijo in razumemo njeno veliko žrtev ob tem, ko je ob križu držala svojega mrtvega edinorojenega sina. Hvala lepa. Zdaj, vloga matere je tudi v prenašanju sporočila naslednjim generacijam. Doktor Ignacija, vi se boste verjetno strinjali, da tudi slovenska kultura kot taka se verjetno brez mater in brez družine ne bi ohranjala. Ravno slovenska družina je bila tista, ki je zgodbe življenja Slovencev in Slovenk prenašala iz roda v rod. Tako zgodbe, kot tudi določena opravila, ki so se pač skozi to tradicijo tudi ohranjala. Ja, hvala lepa za povabilo in prav lep dober večer oziroma dober dan vsem skupaj. Vesela sem, da smo se srečali tu ob takem dnevu v poklon vsem materam. In prva beseda, ki seveda nam v kulturi ali pa v kulturnem udejstvovanju pride povezana z materjo na misel, je materni jezik. Jezik je tisti, ki ga nam mati govori, ko smo še zarodek. Nedavna raziskava oziroma knjiga doktorice Tine Bregant, Vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih, piše o tem, da zarodek že 3 mesece pred rojstvom seveda prisluškuje materinemu jeziku, ga čuti, dojema, doživlja. In ko so naredili raziskavo in mlajšim generacijam otrok, angleško govorečih otrok, pokazali posnetek belopoltega Francoza, ki govori v francoščini, in temnopoltega Afričana, ki je govoril v angleščini, so vsi otroci pokazali, da bodo kot odrasli podobni temnopoltemu Afričanu, ker govori v angleščini. Skratka, otroci se v svoji prvi fazi življenja identificirajo z besedo, z jezikom, ki ga govori njegova mama. Kaj nam to pove? Ta jezik ni neko naključje, ki ga lahko zamenjamo, spremenimo in bomo v njem lahko v kateremkoli drugem jeziku govorili in razmišljali enako. V jezik smo mi urojeni. Ta jezik smo torej doživljali še pred svojim rojstvom. In ta jezik je edini, ki nam omogoča doseči največje globine, širine in višine naših misli, seveda pa so misli narekujejo tudi naša prihodnja dejanja. In prav ta jezik je bil tisti,
ki je pravzaprav povezoval vse te prebivalce, ki so skozi zgodovino živeli na tem našem ozemlju, ki se je žal nenehno krčilo in ožalo. Ta jezik je bil tisti, ki je te ljudi povezoval, da so občutili svojo enost, svojo povezanost, povezanost v skupnost in se konstituirali kot narod in svojo državo tudi kot nacija. Torej, to je mamina beseda, je tista beseda, ki ne samo nas uči topline, nas uči ljubezni, nas uči povezanosti že znotraj družine, ampak je mamina beseda tista, ki nas uči tudi povezanosti v skupnost, v narod. In zato je tako rekoč kultura tisti in tako razumevanje kulture seveda, tisti temelj, ki nas je povezoval, ki nas je ohranjal Slovence skozi vso zgodovino. Morda toliko na kratko glede tega. Seveda pa se je s tem, skozi ta jezik, ves čas je neposredno bilo povezano kultura tudi z eno drugo dimenzijo poleg jezika in to je z določenimi vrednotami. In že slišali smo seveda reference na svetopismo, na zapovedi, spoštuj očeta in mater. In naj povem, da vsa naša civilizacija evropska seveda izhaja iz nekih temeljnih, iz grških temeljev. Tudi tam je bila ena od temeljnih misli prvih modrecev, da je otroci morajo spoštovati svoje starše. In druga temeljna misel je bila, da je treba otroke vzgajati. Torej, vse je temeljilo, zavedali so se, da vsaka družba, njeno ohranjanje, vsaka skupnost temelji na tem, da na spoštovanju do staršev na eni strani in seveda na vzgajanju otrok na drugi, če se hoče ta skupnost ohraniti. Danes pa smo tako rekoč priče prepričevanju, da seveda smo v neki dobi nihilizma, ko je dovoljeno vse, ko nobena vrednota ne velja in taka skupnost seveda ne more tudi po teh temeljnih grško-krščanskih izhodiščih ne more preživeti. Hvala. Bom pa mogoče zdaj glede, kako ste, doktor Ignacija, zaključili, pa me zanima obe dve in gospo Moniko in vas, gospa Ignacija, glede permisivne vzgoje otrok. Zdaj to tudi ni navezano niti na podlago krščanskih vrednot, niti na nobenih vrednot, mogoče. Ja, bom govorila malce po svojih izkušnjah, pa tudi po izkušnjah moje profesije v zadnjem obdobju, ko delujem kot srednješolska učiteljica. Če se navežem na materinstvo in vzgojo otrok za to, da dosežejo temeljni cilj, usposobljenost, da nekega dne odidejo od doma in so izpopolnjene osebnosti, ki se zavedajo vrednot, obveznosti in seveda tudi svojih pravic, potem mislim, da permisivna vzgoja ni prava pot do tu. Sama sem, mogoče iz lastne izkušnje, kombinirala in se, to kot vse mlade mame, vedno iščejo neko srednjo pot, zato da je učinek potem tisti pravi, zato da otrok spoštuje na koncu očeta in mater, zato da je bil vzgajan dosledno, zato da se mu ni preveč popuščalo, pa na drugi strani tudi seveda tista stroga vzgoja, ki so jo pa naši dedi in naši starši še izkusili na svoji koži, to pa tudi nekako ni šlo v korak s časom. Tako da jaz mislim, ena zlata sredina, doslednost staršev in pa potem tudi
vzgoja za samostojno življenje je tisto vodilo, ki mislim, da daje prave rezultate. Kar se pa tiče mojih izkušenj sedaj z mladostniki v srednji šoli, moram pa reči, da sem osebno izjemno razočarana nad stanjem, v kakršnem srečujem našo mladino. Nimajo privzgojene neke osnovne olike in to me zelo žalosti. Niso seveda tega sami krivi, starši so tisti, ki niso ustrezno postavili meja ali pa ustrezno zastavili vzgoje za življenje. In jaz iskreno upam, da še ni popolnoma prepozno, je pa mislim, da skrajni čas, da se kot družba zavemo pomena vzgoje in vpliva na mlade. Hvala. Doktor Ignacija, boste vi nadaljevali, mogoče pa še samo toliko, da se prevečkrat misli, da so šolniki tisti, ki morajo vzgajati otroke. Otroke moramo vzgajati prvo mi sami starši, in potem pridejo ti otroci v šolo po dodatno znanje. Kar se pa permisivne vzgoje tiče, pa pomeni, da lahko že otroci sami o vsem odločajo. Doktor Ignacija. Ja, seveda, permisivna vzgoja temelji na razumevanju svobode, na način, da je svoboda vse, torej da mi je dovoljeno čisto vse. Ampak vprašajmo se, kako lahko potem neka skupnost obstaja. Če je meni dovoljeno vse, torej narediti drugemu karkoli, to pomeni, da drugi ne bo imel prostora, da bi kjerkoli lahko živel in prebival ob meni. In če se znova vrnim na temelje grške filozofije, je bila njihovo razumevanje svobode v tem, da je največja svoboda človeka v tem, da zna zamejiti svoje nagone, svoje želje, zato, da bo lahko ob njem prebival enakovredno tudi drug človek. In tu je temelj tiste prave vzgoje, a ne? Prava vzgoja je v tem, da naučimo otroke, kako si postaviti svoje lastne meje. Kje naj bodo smernice, kako si postavlja svoje meje. Skratka, to je pot k samostojnosti in hkrati pot k spoštovanju do drugega. In tu je seveda sodobna družba doživela največji poraz, ker enostavno jih tega ne učijo več niti starši, še manj splet, ki so mu otroci absolutno preveč izpostavljeni in ki danes v veliki meri vzgaja našo mladino. In zaradi tega je treba seveda tem otrokom najti take ideale, take cilje v življenju, da bodo ti cilji prevladali nad njihovim brskanjem po spletu, ki seveda temelji na tem, da človeka prepričuje, kako je vsemogočen za to, da bo postal njegov cenjeni potrošnik. Zdaj vedno se nekako ščiti položaj matere kot nosilke, ampak vedno sta pa za spočetje otroka potrebna oče in mama. Zdaj tudi očetje igrajo veliko vlogo v naših življenjih. Mogoče, doktor Fink, vaš oče je v vašem življenju odigral veliko vlogo. Nenazadnje ste tudi šli po njegovih stopinjah, enako kot on, ste tudi vi šli v pravniške vode. Ja, hvala lepa. Ja, šel sem v pravniške vode, tako kot moj oče. Moram reči, da sem od njega ogromno prejel. Morda ne toliko prava in pravništva, kot nasplošno kulture, pa neke vrste pogleda na življenje. Kot mlad fant je bil tukaj v Ljubljani član katoliške akcije, mladec profesorja Tomca imel za voditelja, kot mnogi drugi. Ampak istočasno je pa v svoji izobrazbi izžareval neko, bi rekel, neko univerzalnost, neko zaokroženost, ne samo kot pravnik,
Ampak od njega sem jaz to dobil, da biti pravnik, ali pa danes se pravim, da sem bolj politolog kot pravnik. Ker on ni bil politolog, on je bil strikten pravnik, oster, strog pravnik. Jaz nisem tako ekskluziven in tako, bi rekel, logičen pravnik. On je zmeraj rekel, da mu je en profesor v srednji šoli rekel, Fink, ti pa tako logičen pišeš, da kar kosti pokajo. No, dobro. On je že pri 16 menda tako pisal, ne vem. Jaz toliko nisem, čeprav skušam biti strikten. Sem pa že šel v politologijo, to je tlepa ozračje in bi rekel, ozemlje, bi rekel, neskončno, ker je polno enih možnosti. Pa vendar izhajam iz tistega. Pa latinščina, ki jo je imel tle na klasični gimnaziji. Vse to nam je potem v tujini meni prenašal in tam sem jaz videl, kako je važno to, pa sta bila oče pa mama po svojem značaju zelo različna, ampak kako sta se lepo usklajevala. Kako sta lepo harmonično, bi rekel, vzgajala 6-člansko družino. Jaz sem prvi otrok od 6. Tako da sem imel možnost opazovati od tam dol do zadnje moje sestre, ki je bila rojena, ko sem imel jaz že 17 let, pa sem jo jaz včasih celo pomagal vzgajati. Malo preveč je to rečeno, ampak veliko krat so mi jo zaupali. Tako da to je bilo ena harmonija. In je v tej harmoniji se je videvala tako materinska milina, ker je bila moja mama en zelo tak mil značaj, pa vendar nas je včasih tudi nažgala. Pa enkrat se dobro spomnim, je bilo po krivici. Ampak, vedel sem pa, da je ona mislila, da ima prav. In ker je ona mislila, da ima prav, sem tudi jaz sprejel tiste klobasce na stegnih, ki me je, mene pa brata, ker smo malo šla, pa je pa nekaj se zgodilo in je bilo po krivici, ampak ona je mislila, da je bilo po pravici in zato ji nikoli nisem tistega zameril. Hočem reči, je bila mila, oče je bil pa trd, strog, pa vedno sta harmonično delala. Vedno, če je bilo kaj narobe, če sem vprašal očeta, lahko to pa to, vedno je bil toliko pameten, da je rekel, si šel mamo vprašati? Ja, kaj pa rekla? Mama je rekla, da ne. Ne. Potem sta se lahko dva zmedila, pa sta lahko v spalnici rekla, ti poslušaj, ko vas pa rekel, ko vas pa rekla, kako pa ne, to pa ni problem. Ampak mi za to nismo vedeli. Vedno je bila harmonija med obema. Najhujša nesreča, to sem pozneje videl, pri mnogih drugih, če oče reče, ja, mama reče pa ne. Potem je otrok zgubljen. Vrednostno zgubljen. Ne ve, kje stoji. Ne ve, kaj naj zdaj. Kaj je prav. Skratka, ja, oče je dal veliko, mnogo česa, pa tudi mama. Čeprav je oče imel univerzo, pa skoraj doktorat, čeprav ga ni mogel tukaj v Ljubljani skončati, ampak oba sta vzgajala složno, harmonično. Hvala lepa. Še eno mogoče vprašanje. Vi ste, vaša družina, oče, mama, pa vi ste šli v tujino, pa me zanima, bili ste v Argentini. Kak je recimo odnos države Argentine na družino v primerjavi z Slovenijo? Na splošno odnos, ki ga ima država do družine? Zanimivo. Danes, jaz sem se preselil v Slovenijo pred približno 8 leti. Zdajle, julija bo 8. Žal opažam, da je situacija v zadnjih letih Argentine podobna ali da ne rečem skoraj enaka situaciji v Sloveniji. Učitelji v osnovni šoli in v srednji šoli so nemočni, ne morejo nič. Bog ne daj, da bi kaj prehudo rekel, pa otroka preveč strogo prijel. Bog ne daj, da bi kaj
Ja, jaz sem imel prijateljice, ki so bile učiteljice, Slovenke tudi, pa so se potem pogovarjali, ja, kolikokrat je bilo to, da so imele učiteljice, predvsem v nižjih razredih šole, pri 6, 7, 8 letih, ko so bili otroci majhni, ne, pa se jim je zgodila kakšna nezgodica, so se pomočili in je imela učiteljica vedno v predalu eno rezervne spodnje oblekico hlačke, a ne, da se je otrok oblekel in po zimi bil na suhem. Ne? Ampak zadnja leta so mi iste učiteljice rekli, jaz tega ne delam več, še tega se manjka. Bom jaz otroku zamenjavala oblekico, pač hlačke, a ne, pa bo kdo prišel nad me, da sem hotela od otroka kaj posebnega, ne vem kaj, a ne, se pomoči, telefon, gospa, pridite v svojega otroka preobleč, jaz se ga ne bom dotaknila, zato da ne bom potem. Ker je bilo že grozotno, ker je bilo strahotno. In če je pa kaj narobe bilo, a ne takega, je pa potem takoj na direkcijo, na direktorstvo šole, na direkcijo za osnovne šole, od ministrstva in potem šola dobila od ministrstva neke vrste ukor, kaj delate z otroki, ja, tole pa, ne, veste kaj, ne bom, pa sama direktorica je potem šole potem rekla, veš kaj, pusti, naredi, kar se da, namaramo problemov, gor, dol, skratka, narobe, vse nekam narobe. Zdaj, kot slišim, se v Sloveniji, ne vem, če se dogaja podobno, ampak tudi otroci, pa vse sorte, vse dovoljeno, starši se pritožujejo na to in ono instanco in potem je težko, a ne da, ker potem, kaj ti to vprašanje, ko sem bil pa jaz otrok, pozor, to je pa zanimivo, ko sem bil jaz otrok, je še veljalo to, da je učiteljica druga mati. To je pa važno bilo in to imam jaz takole noter v svojem krvnem obtoku. Učiteljica je druga mati in je to bila, pa je bila učiteljica malo boljša ali malo slabša, ampak učiteljica je druga mati. Skratka, dom in šola skupaj vzgajata v nekako podobnih vrednotah, če ne istih. Ne? Večinoma tudi verskih, pa ni rečeno bilo, da je bila učiteljica vedno verna, ampak v glavnih potezah je bilo to. Tako da oboje složno in če je složno, potem je prav. Moja žena je 25 let poučevala angleščino, mnogo otrok in je bilo zanimivo to, ko je imela tam 10-15 otrok doma, to je bilo privatno, ne? Pa je vedno beseda dala besedo, in je potem moja žena otrokom, ki so bili stari 10-12 let, tako mimo grede, poleg angleščine, delala še kakšne komentarčke o kakšnem filmu, o kakšni poštenosti, pa o tem, kaj se sme, pa o tem, kaj se nasme in to in ono. Večkrat so prišle mame potem k moji ženi, pa so rekli, ti ne veš, kako sem ti hvaležna, zato ker je moj otrok slišal od tebe to, kar sem mu jaz ne vem kolikokrat zabičvala, pa nisem uspela. Zdaj, ki je pa od tebe slišal, zdaj pa velja. Ampak je bilo oboje skladno. Obe isto, torej dom in šola. Hvala lepa. Zdaj imamo še pa tukaj predstavnika naše mlajše generacije, Lukata Simoniča. Zdaj, mladi se vedno kasneje odločajo za družine. Jaz verjamem, da vsi ostali, ki so sogovorniki, so pri tolikih letih, ko jih imaš mogoče danes ti, že otroke v prvi razred pelali. Zdaj, vaša generacija se pa nekako ne odloča. Tudi ti za tvojo Ivo še nekako, kar bi še malo nekam šli, leta pa grejo. Potem pa jim je včasih žal, ne? In je pa lepo imeti veliko družino. Luka, izvoli. Ja, res, ne. Zdaj smo slišali o tej mlajši generaciji, ne, pa da se mogoče mlajša generacija oglasi, pa
malo brani nas, ne. Zdaj res je, midva še nimamo otrok, ne, delamo na tem, tako da ne boste rekli, da ne. Ampak veste, kak je slovenski pregovor, ne. Prvo štalca, pol pa kravca, ne, in to se je pri mladih kar prijelo, ne. Marsikateri mladi pač tudi, ko so prišla socialna omrežja, marsikaj vidiš, kako kdo živi, ne, potem, ko dobiš otroka, mora življenje bistveno prilagoditi, ne. In marsikateri mladi tudi moramo se zavedati, da finančno ni pripravljen, ker stanovanja so danes draga, bivanjski problem je danes problem tudi v Sloveniji, pa čeprav imamo ogromno nepremičnin praznih. In to je dejstvo, s katero se morajo tudi danes mi spopasti in vlade. Zdaj, če smo, recimo, če pogledamo preko meje, ne, da madžarski premijer Orban ukine davek na mamam, ki imajo več kot 2 otroka, ne, in z neko finančno varnostjo mater, ne, spodbudi matere, da se odločajo za več otrok, ne, da država pride nasproti, ne, potem se tudi mladi odločajo drugače, ne. Danes žal smo ta generacija, ne, navajeni smo, jaz temu pravim, nažalost, sreči lagodnega življenja, ne, starši so nam dobro poslali, ne, in mi tudi hočemo svojim otrokom omogočiti tako življenje, če še ne boljše, ne. In ravno to je tisto, marsikateri mladi, tudi sam, ne, dostikrat rečem, joj, pa bom lahko jaz otroku toliko omogočil, ne, mogoče še počakajmo, da bo finančni dohodek boljši, pa potem se odločim, ne, da bo ja vse imeli, ne, kar mogoče pri bom rekel pri tujcih, ne, ko gledamo, ni tak, ne. Zdaj tudi, ko ste ravno omenjali, ne, starši so včasih preveč pri nas zaščitniški, ne pustijo vzgajati drugim, ne, Bog ne daj, ne. Na koncu, če primerjamo današnji, kaj se danes učijo tudi v šolah, je tudi na nek način prav, ne. Ker marsikateri starš danes že opozori, moj otrok pa ne bo poslušal LGTB teologije ali pa jaz pa ne, moji otroci pa tega ne bojo, ne, ker pač ne bojo, ker so pač vzgajani drugače, ne. In prav je, da so starši glasni, ne, ampak do neke mere, ne. Zdaj jaz sem odraščal tu z dosti skozi šport, ne, zato se mi zdi, da je še šport, pa bom rekel, ravno tista institucija, ki najbolj vzgaja, ne, ker tam še trener te lahko nadere, pa ti ne bo doben starš prišel reči, kaj si pa mojega krego, ne, ali pa že to se dogaja, ne, sem slišal, ne. Recimo v športu je bilo že tako daleč, ne, jaz sem recimo igral za Celje Pivovarna Laško, ne, to je bil najbolj profesionalen mladinske selekcije, največji uspeh pri mladih, ne. Tam, ko si vpisal svojega otroka, so mogli starši obvezno podpisati, da ne bodo prisostvovali na treningu in ne bodo klubovali trenerjev pri katerikoli odločitvi, ne. In danes marsikje slišim, ne, ko eni klubi, da imajo več staršev na treningu, ne, ko pol na tekmi, ne, ker vsi pametujejo, pa zakaj moj ne igra, pa zakaj ti, pa ne. Ampak to so neki prijemi, s katerimi se bomo mogli srečevati, ne, in tudi šola ali pa tudi vzgojni procesi bi mogli nekako narediti meje tistim staršem, ko preskočijo to mejo, ne. Zdaj, mi smo imeli primer v Mariboru na 3. gimnaziji, ne, kjer so se starši pa učitelji skregali, pa niso prišli na maturantski ples, ne. En je lepo, spomnil se enega komentara, kjer je napisal, ne, če bi mojega otroka gledali 4 leta, pa ga vzgajali, jaz vsem plačam, ne, samo da so ga nekaj naučili, ne. Tako da tu prihaja do nekih razlik, ne. Je pa res, da jaz mislim, da je naša vlada naredila pravi korak, ko smo naredili demografski sklad, demografijo, demografijo, se pravi, je bil pravi korak, ne, ampak bodimo realni, ni še bil pa operativen, ne, ker tudi potem bi mogli priti prav ukrepov, ki bi šli v to smer, ne. Zato, ker danes to rabimo, mislim, da statistika je, da pri prvorojenca dobimo danes, da se mlajši, se pravi, odločijo pri 29 letih, mislim, da sem gledal pa 15 let ali pa 20 let nazaj, pa pri 21 letih, ne. Se pravi, skoraj 10 let je razlike, ne, in mislim, če bomo tako nadaljevali kot danes, ne, mislim, da se bo to samo še povečevalo, ne. In tu mora država in tudi lokalna skupnost narediti nekaj, res pa je tudi, da niso samo finančna nevarnost tista, je tudi varnost tista, ki bo, ne, ker na koncu mi hočemo vzgajati otroka tam, kjer je varno, tam, kjer ne bomo imeli problemov, ne, in tudi na tej podlagi bomo mogli še kar nekaj narediti, ne, ker v ogromno šolah pa se mogoče to danes ne toliko ne govori na glas, ne,
ampak imamo primere nasilja v osnovnih šolah več kot v srednjih šolah, ne, kar se meni zdi absurdno, ne, da je več najstniškega nasilja v osnovni šoli kot v srednji. Ne. Se pravi, da tam nekaj delamo narobe, ne, in rešitve bojo morale priti in jaz upam, da bomo naša vlada in tudi to omizje, ne, tisto, ki bo predlagalo prave rešitve v to smer, ne, so pa prvo mi starši in mi mladi tisti, ki moramo za svoje otroke poskrbeti. Ne. Ja, hvala. Zdaj mogoče na hitro še gospa Monika. Zdaj, ko je Luka rekel glede nasilja, medvrstniškega nasilja, pa da je več v osnovnih šolah kot v srednjih, to potem zgleda nekako otrok, ko pride do srednje šole, se že mogoče tudi malo toliko razvije, da že ve, kaj je prav, pa kaj ni, in da je dejansko pol tisti problem nasilja tudi izhaja mogoče iz družin teh osnovnošolskih otrok še. Ja, prav gotovo je nek izvor, ne, nasilja ali pa nasilnega vedenja iskati pri mladostniku, pri odraščajočem otroku v lastni primarni družini. Zakaj pa je, rečemo, pojavnost v osnovnih šolah nekako po statistično višja kot v srednjih šolah, bi pa jaz rekla, da morda že tudi zato, ker srednješolsko izobraževanje potem ni več obvezno in tisti najbolj problematični potem niti ne napredujejo na drugo stopnjo. Da je mogoče to zgolj statistični razlog oziroma ta praktičen razlog. Žal, ne. Kakorkoli, seveda tudi srednje šole, ker imam malce več izkušenj na tem področju, se zelo razlikujejo. Razlikujejo se glede na nek povprečen, pričakovan učni uspeh in ambicije dijakov. Gimnazije seveda že po pravilu so tiste, ki nekako posrkajo, vpišajo tisto najbolj ambiciozno, perspektivno mladino, medtem ko poklicne šole, žal statistika tako kaže, tam ostanejo, ne bom rekla ravno problematični, ampak dijaki ne tako ambiciozni in potem jim grejo hitro kakšne neumnosti po glavi, no, mogoče zaradi tega. Kakorkoli, tudi sama ja opažam, da je problem vzgoje zasejan, ali pa ne vzgoje zasejan seveda v primarni družini. Veste, otroci ali pa dijaki, ko kakšnega problematičnega dijaka malce bolj spoznaš, zaradi takšnega ali pa drugačnega, ne vem, ekscesa, dogodka, potem ugotoviš, da ima pravzaprav za seboj zelo, zelo žalostno ali pa težko življenjsko zgodbo že v tako zgodnjem življenjskem obdobju, a ne. In si potem na koncu rečeš, sej, nič čudnega. Velikokrat se mi je to zgodilo. Tako da, ja, odgovorno starševstvo bi rekla, mi starši smo tisti, ki smo za svoje otroke odgovorni, da jih vzgajamo, da smo pri tem dosledni, da jim postavljamo meje, seveda pa pogoj za to, da smo tudi sami neke stabilne pa zrele osebnosti. Tako da vse se začne v družini, vse se začne z vzgojo, vse se začne z materjo in očetom. Vsak od njiju ima svojo vlogo in če karkoli od tega umanjka, potem to ni dobra popotnica za otroka. Hvala. Zdaj, bistvo je, da oče in mati odigrata vsak svojo vlogo. Zdaj, mogoče se tudi malo kaže glede enostarševskih ali kakorkoli družin, nekako se kaže, pač nekje se je dalo prebrati, da so ženske v tem času postale malo bolj možače, moški so se pa malo da so malo bolj kot ženske postale, da doma kuhajo, likajo in tako naprej, ženske pa grejo za kariero, ne vsi. Zdaj pa, se pravi, oče, dejstvo pa je, da oče ne more roditi, ženska pa ne more stoje lulati. Doktor Ignacij Jarc. Ja, načeli ste temo tegale, bi rekla, militantnega feminizma, ki smo mu priče.
Jaz temu pravim dejansko militanten feminizem, ker ženske poskušajo doseči svojo vlogo z utrjevanjem neke moči, zdaj pa moram dobiti enake kvote, enako delovno mesto in tako dalje. Namesto, da bi nosile v sebi tisti temeljni princip, ki ga seveda tudi v krščanski tradiciji pooseblja Marija, to je volja do ljubezni. In dejansko, če pogledamo skozi zgodovino, seveda nihče ne nasprotuje, ženskam, ki so se, vemo, film Sufražetke, borile za neko enakopravnost v preteklih stoletjih, ki so žrtvovale, bile morda zaprte zaradi tega, žrtvovale za to tudi svoje otroke, družino ali karkoli. Nihče temu ne nasprotuje. Ampak nasprotujemo pa principom, ko poskušamo seveda ženske tudi, kot ste rekli, fizično in fiziološko izenačiti z moškim. Starogrški filozof Platon ima v enem od svojih spisov izjemno lepo podobo. Govori o tem, da je človek bil nekoč celota in da seveda zaradi tega, ker je dosegel neko mejo hibris ali ošabnosti, so ga bogovi kaznovali in razcepili na pol. In zdaj je naše življenje vedno iskanje druge polovice. Torej, ženski polovici nekaj manjka, in to je druga polovica, ki je moška polovica. To je sporočilo tega mita, ki ga je Platon hotel izraziti na tak čudovit metaforičen način. Skratka, naše hrepenenje ni hrepenenje po istosti, ampak je hrepenenje točno po tisti drugi in drugačni polovici. To je njegovo temeljno sporočilo. Spoštujemo to drugačnost, spoštujemo to različnost, to je ravno tisto, kar nas dela celovite. In v tem smislu je tudi družina, ki pa obe te dve polovici, ki hrepenita druga po drugi, poveže, na nek način najbolj temeljna, osnovna, celovita podoba tega mikrokozmosa, ki ga seveda družba predstavlja na neki širši ravni makro večjega kozmosa. Zakaj govorim o tem militantnem feminizmu, ki vztraja zgolj na neki retoriki. V resnici pa ne gre to za borbo za neke pravice, ki smo jih tako in tako že dosegli. Ampak gre za borbo za privilegije določenih žensk. Sama sem imela izkušnjo, da tudi sama nekoliko bolj na konkretno raven preidem, da ne boste mislili, da tukaj samo filozofiram. Sem imela izkušnjo, recimo kot državna sekretarka, je bil en zapis v Slovenskih novicah o neki moji obleki na odru, da bi si zaslužila državna sekretarka za kulturo, bi si zaslužila kakšno učno uro iz mode, in ker še dobro, da ni bila v bližini kakšnega bika, ker bi se zaradi njene rdeče žnodraste obleke strgal štrika. Prosim, to objavi nek časnik o državni sekretarki, skratka o neki funkcionarki, in ne zgane se niti ena sama ženska sekcija. Takrat sem bila tudi članica PEN-a, ki vemo, da je znal vedno reagirati, kadar si je to zaželel, ampak bili so vsi tiho. Nihče se ni zganil, nihče ni zaščitil na nek način take diskreditacije ženske. Skratka, to je dokaz, da ne gre za željo po spoštovanju žensk, ampak za borbo za privilegije točno določenih posameznih žensk. In da je pa seveda ta princip načrten transformacije družbe v
privilegije samo nekaterih. Seveda lahko izvemo že iz tega, če preberemo Orwellov roman 1984, ki točno govori o tej utopiji, ne? Da bomo vsi enaki, ampak nekateri bodo malo bolj. A ne? In da je to prodrlo v vse pore našega življenja, tudi v znanost. Mi pove recimo dejstvo, da vsi poznamo Cankarjevo črtico s skodelico kave. Ta njegov sram do tega, ko je svojo mater prizadel. Potem poznamo tudi njegovo črtico, ko je mater zatajil, a ne, ko ga je prišla obiskat v Ljubljano pred šolo in tako dalje. In vsakemu od nas bi se zdelo to neka čudovita podoba, celo bi rekla nek spomenik mami, ki bi ga morali samo spoštovati in reči, poglej, kot odrasel človek je seveda občutil nek sram do takega nekrščanskega, bi rekla, odnosa do matere, nespoštovanja do starša in tako dalje. Ampak sodobna literarna zgodovina vam bo povedala, da je slovenska literatura ujeta v nek prividni tradicionalni lik matere, da je to patologija slovenskih pisateljev in da seveda se moramo taki patologiji v sodobni literaturi absolutno odreči. Tako pa interpretira recimo sodobna literarno-zgodovinska znanost. Skratka, na vseh nivojih mi, tudi na univerzitetnem nivoju, ko mi poučujemo študente, mi poskušamo plasirati to razvrednotenje vseh vrednot, tudi krščanskih vrednot, tudi na nivoju znanosti. In to je zaskrbljujoče, ne? Ker gre za načrtno ideologiziranje naše mladine. Če še pogledamo, ne, na kaj se pa potem te sodobne metode, ne, ki zanikajo tak tradicionalen spoštljiv odnos do matere, opirajo, seveda vsi poznamo Freudove analize o Oidipovem kompleksu, seveda patološkem odnosu do mame in tako dalje, otroku, ki naj bi si matere želel kot tiste dojilje nekdaj njegove in tako dalje. Ampak Freud je to svojo teorijo razvijal na psihično bolnih ljudeh. Mi smo to teorijo prenesli na celotno družbo. Na torej povsem zdrave ljudi smo aplicirali ta odnos in kaj smo naredili? Bolno celo družbo. In tu je ta zavestna ideologizacija te družbe tudi skozi znanost, ki se moramo pa je najbolj bati. Morda toliko. Hvala. Zdaj, glede feminizma, feminizem verjetno v svojem začetku ni bil slab, je tudi kaj dobrega prinesel, potem pa se je to vse skupaj izrodilo, enako kot je z vsiljevanjem LGBT-ja v šole. Pa me gospa Monika zanima, a je vsiljevanje LGBT agende neposredna vojna proti družini? Se pravičujem, ja. Tako morda na prvo žogo bi lahko samo odgovorili na kratko ja. Predvsem je to nevaren pojav v osnovni šoli, se pravi v najbolj zgodnem obdobju otroka, ko se sooča z nekimi novimi pojmi, spoznava nove stvari, ko je najbolj dojemljiv za učenje novega. Hvala. Luka, mogoče še za tebe enak izziv, glede na to, da se tudi pojavlja zelo v srednjih šolah, tudi FDV kar dost propagira LGBT, ne vem, v glavnem veliko je še teh črk od zadaj, se jih tudi ne trudim naučiti. Mogoče, Luka, še iz vidika vas mladih, kako recimo vi to spremljate, pa vi to gledate, pa če mladi na to opozorijo. Ja, ne, zdaj to je treba razumeti, kako tudi oni razmišljajo, ne, oni rečejo, imamo dva biološka spola, to sta moški in ženska, imamo pa družbene spole, ne, in tu je potem ta 101 način, ne, kaj se vse lahko identificiraš, ne.
Zdaj nas pač najbolj moti, ne, ko se je to začelo pojavljati v vrtcih, ne, v osnovnih šolah. Ne. Mi smo imeli primer starša, tako sem prej tudi povedal, ne, končal njegov sin, končuje vrtec, je naredil tisto neko malo bralno značko in dobil knjigico, ne, Krokodilček. Ne, in ta krokodilček, ne, v prvi, mislim, druga kitica ne pije mleka, ne je mesa, ne, potem pa se prav spomnim tistega odstavka, ne, je tak čuden golman, ki da sebi svoj gol in ljubi isti spol. Ne. In to dobi nekdo v vrtcu, ne, in mene je ta starš tako opozoril, ne, gledajte, kaj dajo našim otrokom, ne, jaz sem takoj šel učiteljici reči, ne, jaz pravim, to niso krive učiteljice, ne, ampak to se začenja od ministrstva, pa vseeno zdolj, ta ideologija počasi preteka, ne. Zdaj fajn je, da so se starši tisti, ki se oglasijo, ne, ki pač rečejo, da je to narobe. Mi se večkrat tudi pogovarjamo, ne, in tudi ravno izpostaviti to je tisto, ne. Marsikdo si to misli, pa tega ne upa reči na glas, ne. Večkrat smo imeli primere, ne, ko, ne vem, v šoli, pa joj, pa kdo bo to rekel, potem se pa en starš javi, pa vsi drugi kažejo, to smo čakali, ne, da en reče, ne. In tega manjka, ne. Tudi vi ste tisti, ne, ko morate paziti na svoje vnuke, ne, pa videti, kako se obnašajo, ne, ker pol na koncu lahko ima to dolgoročne posledice, ne, za naprej, ne, do 30-40 let, ne, to ni taka mala stvar, ne, pa se včasih zdi, ne, ker pač mladi so v teh letih zmedeni, ne, mi pravimo, da bi to ideologijo morali prepovedati tako v vrtcih kot v osnovnih šolah, ne, ker tam nimajo kaj mest otrok, ne, ker imaš potem razrede, kjer pač punce, se vemo, punci, fantje, ne, in to zbadanje in tak naprej, ne, potem pa vse reče, ja, da so pa vse lezbike, ne, ker nimajo rade fantov, ne, in to se marsikje v kakšni šoli pojavi, ne, in to je treba paziti, ne, recimo Madžarska, spet malo dober primer, ne, oni na knjige z LGTB ideologijo, ne, nalepijo nalepko, ne, LGTB plus ideologija na knjigi, ne, in točno veš, kaj v tisti knjigi piše, ne. Zdaj, mi pri nas imamo tudi to za spolno vsebino, ne, jaz sem rekel, zakaj ne bi mi na knjige dali to nalepko gor, ne, in vsak starš točno vedo, ne, če mu pač nekdo da tega krokodilča v roke, ne, bi rekel, ok, moj otrok tega ne obral, hvala lepa, ne, dajte nazaj, ne, ampak tu so ravno starši tisti, ki se morajo oglasiti, ne, in ki morajo izraziti mnenje, ne. Jaz pravim, nas nič ne moti, pač smo, kaki smo, ne, ampak ne vsiljevati to v tradicionalni način življenja, ne. Zdaj v Ameriki se to izravilo, ne, v Ameriki imamo že množične primere, ne, kjer si punce dajo rezati prsi, ne, in tako podobne stvari, ne, ampak ko se to enkrat zgodi, popravka nazaj ni, ne. Se tudi vidimo, ne, ko je ravno gospa doktor rekla, družba je bolana, ne, in ko je družba bolana, se vrže, se spet vrača k tistim tradicionalnim vrednotam, ne, in tu se tudi v Ameriki zgodilo, ne, zato je tudi Trump ravno z podporo mladih to dobil, ne, in jaz tudi verjamem, da se bo tudi Sloveniji dogajalo vse ko prej enako, ne. Danes smo ravno skupaj za materinski dan podelili več kot 200 rož, ne, in marsikateri mladi je prišel tudi pa rekel, ja, če lahko za mamo vzamem, ne, sem rekel, hvala Bogu, ne, vzemi, da nisi pozabil, ne, pa smo še imeli nalepke 2 spola, ne, ko prideš s 15 let in reče, evo, to je to, ne. Se pravi, to je neki izid, ne, pa mislim, da so fanti v lister bavlja, ne, ker smo mi načeloma, naša stranka ni najbolj priljubljena, ne, sem rekel, no, vidiš, evo, to pa je neka vrednota, s katerim se zdaj že po mojem strinja 80-90% mladih, ne. In ravno mi smo tisti, ne, mi se tega zavedamo, vzor pri mladih, ne, ker oni nas gledajo, nas opazujejo, ne, in mi moramo biti tisti, ko pokažemo, kako se vrne do tradicionalnih vrednot, ne, in biti spoštljiv, ne. Jaz vem, da Slovenska demokratska mladina marsikdaj ni bila vzor tista, ki bi mogla biti, ne, ampak mi se trudimo to ohranjati, ne, tudi spominjamo se vseh praznikov in tako naprej, ne, pa me marsikdo reče, to ne bo za nobenega zanimivo, ne. Sem rekel, ne, da ne bo zanimivo, mi moramo mladim pokazati, kako se je treba obnašati, in tudi, če bo en tisti, ki je danes, ko si vzeli te vrtnice, da bojo za mame nesli, ne, pa če bo en prišel domov pa rekel, evo, to so me pa fanti naučili, zdaj pa jaz dam, ne, pa bo mama rekla, no, hvala Bogu, nisi na mene pozabil, ne, smo nekaj s tem naredili, ne, in jaz mislim, da smo mi tisti vzor, ki ga moramo mladim pokazati, zato vsem vedno rečem, da vključite svoje vnuke, sine, mlade v našo stranko, ker se res trudimo biti vzor mladim in jih tudi naučiti, da je šola tista, kjer se učimo, ne, da je
tudi to, tista vrednota, ki jo rabimo, ne, in da smo nek vzor, ne, da pokažemo. Ne. Zdaj, gospod Simič mi je zadnjič rekel enkrat, ne, veš kaj, ko smo bili mladi, mi smo samo delali, ne, sem rekel, ja, to zdaj se je malo spremenilo, ne, ni več tak, ne, ampak trudimo se, da smo vzor mladim, ne, in jaz verjamem, da bomo to tudi naprej. Hvala lepa. Zdaj, mogoče še bi vas, doktor Ignacija, zdaj vse te stvari, ne vem, ko smo zdaj o njih govorili, se pa nekako zavijajo v neke človekove pravice, ne. Kje pa je pravica na drugi strani? Zdaj, očitno lahko ima pravico nekdo, ne, en drug je pa nima. Ja, o tem sem ravno govorila, ko sem govorila o tej brezmejnosti, ki si jo danes jemljemo. Danes smo v bistvu živimo v diktaturi jaza. Vsak posameznik misli, da je skratka on samo zaključeno vesolje in se morajo, seveda vsi drugi planeti so zgolj zato, da se bodo prilagajali temu velikemu sončnemu kralju, a ne. In dejansko na tak način, kot sem že poudarila, seveda družba ne more obstajati, ne, in dejansko se, če bomo hoteli preživeti, bomo morali vzpostaviti znova ta odnos do drugega. Si določiti, da je ta odnos ne samo to, kaj bo lahko drugi pripomogel meni, da bom živel bolje, ampak kaj lahko jaz temu drugemu dam. Skratka, izgubili smo predvsem razumevanje človekovih pravic na ravni te emotivne inteligence, čustvene inteligence. Skratka, začutiti sočutje do drugega, začutiti, da brez bližine drugega ti sam ne moreš preživeti. Biti hvaležen drugemu za dar življenja, za sobivanje, za vse to. In šele takrat mi lahko o človekovih pravicah dejansko sploh govorimo. Človekove pravice so vedno razmerje do drugega človeka. In zaradi tega je treba to razmerje napolniti z vsebino. In ta vsebina mora biti vsebina ljubezni in ne vsebina neke juristične, stroge, zapisane besede, kaj vse jaz smem storiti. Hvala. Gospa Monika, mogoče na hitro še čisto tako politično vprašanje. Zdaj, recimo, vsi sogovorci nekako se ugotavlja, da je družba pač na dnu, ne. Zdaj, sama družba iz tega dna ne bo mogla. Bistvo družine se je izgubil in zdaj bo pač tudi očitno mogla politika pomagati z določenimi, tudi mogoče ukrepi, da se ta steber, družina kot taka, dobi nazaj veljavo in da se ohrani. Ja, prav gotovo, dobra iztočnica. Zanesljivo se pa to ne bo zgodilo samo od sebe ali pa čez noč, zato je potrebno zelo veliko storiti, oziroma v našem konkretnem primeru naše drage domovine zmagati naslednje volitve. Zmagati volitve zato, da bomo uspeli s prevlado zdrave pameti, kajti že naš predsednik je napovedal, da bo prihodnji mandat, ko je potrebno vzpostaviti koalicijo razuma. To pomeni, v to seveda sodi tudi vrednote družine, razširjeno potem na vrednote neke zdrave družbe, na trdne gospodarske temelje, ko je treba porabiti toliko, kot ustvarimo. To so vse neke temeljne vrednote, s katero so slovenski narod v zgodovini poistovetil, ki še vedno so v nas. In moram reči, da nekako ne izgubljam popolnoma optimizma ali pa upanja, kajti spet opažam med mladimi predvsem, ta zdrav razum je še vedno v njih. Glavnina mladine, kot je povedal Luka, zavrača neke izrojene teorije spola, teorije globalizma
in želijo živeti, ne bom rekla ravno preprosto, ampak tako kot po zdravi pameti. No? Tako da mogoče, oziroma verjamem, da še ni vse izgubljeno, je pa treba se zelo potruditi in zmagati naslednje volitve. Doktor Fink, vaša izkušnja, koliko pomemben je temelj družine in kako pomembna je družina, je tudi lahko mogoče to, vi ste z vašima staršema, lahko rečem, migrirali v drugo državo, se pravi v Argentino, tam ste potem dobili še tudi brate in sestre, ampak vi ste se danes vrnili v domovino in verjetno, če ne bi družina bila tist vaš steber, ki je pognala korenine in da ste se vi tudi vrnili k koreninam, če bi te moči, pa v končni fazi tudi vzgoje ne bilo, bi verjetno bila vaša zgodba še naprej v Argentini. Seveda bi bila popolnoma drugačna, jasno. Jaz sem, pravzaprav je moj primer, pa ne samo moj, mnogo je takih primerov, kot je moj, da smo celo življenje živeli v tujini. Jaz sem bil rojen v Italiji. To se pravi, sta moja starša že bila zunaj meja leta 1945, ko so odhajali, sta se potem zunaj poročila, sem potem zunaj, jaz v begunskem taborišču v Italiji bil rojen in so me potem 11-mesečnega, kot je bilo prej rečeno, prinesla v Argentino. To se pravi, sem celo življenje živel zunaj. Ampak sem celo življenje zunaj dobival in prejemal prvine slovenstva. Pa sem bil v argentinski šoli, seveda, in sem dobival tudi prvine argentinstva, pa španstva, bom rekel, pa univerzalne, ker smo imeli univerzalno zgodovino, to se pravi. Ampak istočasno sem pa dobival pa doma in v slovenski šoli, ki smo jo tam imeli sobotno šolo, kot je tukaj svoj čas Slomšek na Štajerskem organiziral nedeljske šole, mi smo imeli sobotne šole, ampak in potem tudi v srednji šoli, pač srednješolski tečaj, pa doma izročila slovenstva, pa to je bila stalno neka opora in tisto, kar sem jaz dobival v slovenski šoli, bodisi v osnovni, bodisi potem v srednji, ne, pa moj primer je bil še majčkeno drugačen, ne samo moj, ker sem bil tudi v tako imenovanem Škofovem zavodu, ki ga je škof Rožman svoj čas ustanovil v Argentini po vzorcu škofa Jegliča tukaj v Šentvidu, je pa Rožman tam ustanovil Škofov zavod, tam smo ga to poimenovali v Ednini, ne Škofovi zavodi, kot tukaj v Šentvidu, ne? Ampak je isto, je bilo popolnoma isto. In tam smo imeli stalno slovenščino v zavodu, samo v argentinsko šolo smo hodili po špansko, bom rekel, španska šola, argentinska šola, pa argentinske knjige, pa vse. Ampak istočasno je bilo pa ambient, ozračje, v katerem smo mi živeli, popolnoma slovenski. Temu se moram jaz zelo zahvaliti, pa staršem seveda, če bi bil doma, bi bilo podobno, ampak je bil to neko dopolnilo. Zdaj, zadeva je zdaj v tem, no, čakajte, zdaj sem pa tako zašel, da je jedro vprašanja je bilo moč družine, pa vse tiste korenine družine, absolutno, kje so obstale. Moč družine, torej tudi v Škofovem zavodu je bila moč družine, ker sta se dopolnjevali. Družina in vzgojitelji v Škofovem zavodu. Se je vse to dopolnjevalo. Moč družine je pa ostajala enovita, enotna. In doma jaz sem imel to srečo, da sem imel pač študiranega očeta, pač je tukaj na Ljubljanski univerzi diplomiral, malo že skoraj v začetnih letih do vojne, kot pravnik, kot je bilo prej rečeno. In pač prvo podlago latinščine sem dobil od mojega očeta, ki je imel tukaj na klasični gimnaziji 8 let latinščine, pa 4 leta grščine. To se je njemu kot pravniku zelo poznalo in sem njemu to zelo hvaležen.
Ne? Od njega, potem sem dobil pa tudi v argentinski šoli latinščino, pa tudi v Škofovem zavodu latinščino. Ne? Skratka, je bila pa slovenske, pa literatura slovenska, pa kako smo se učili Prešerna, pa vse mogoče slovenske pesnike, ki jih se pohvalim, da jih še danes znam kar precej na pamet, hvala Bogu. A ne de? In sem zelo vesel, da jih znam, ker je to meni ogromno dalo in mi je ogromno dalo. Poleg tega, kot prerečeno, sem živel celo življenje v Argentini, pa vendar je bila druga polovica mene, ali pa, jaz ne vem, kaj je zdaj eno ali drugo, ali prva polovica, a je celota slovenska, lahko bi bila celota argentinska, če bi jaz tam bil malo manj pozoren na te stvari, ampak jaz sem bil pozoren na slovenske stvari v Argentini. Pač življenje mi je bilo dano živeti v Argentini, ampak istočasno sem pa miselno z glavo bil pa v Sloveniji in v Evropi in v svetu in zato sem tudi šel v mednarodne odnose. In ti mednarodni odnosi, ki sem jih potem poučeval skoraj 40 let v Argentini na 2 univerzah, to mi je bilo vedno pred očmi in vedno učinkovalo kot neka celota. To ni bilo enega brez drugega. Je bilo nemogoče, da bi bil jaz, pa sem bil zvest Argentinec in sem vedno študentom na univerzi poudarjal to, da naj bodo zvesti svoji domovini. Pa sem zbiri rekel, jaz imam starše, ki so priseljenci, pa tudi jaz sem delno priseljenec, čeprav nisem prišel, ampak so me prinesli. Ne? Ampak priseljenci imam tiste prvine in oboje, jaz nisem pol in pol, ampak sem 100% eden in 100% drug. No, zdaj sem se preselil v Slovenijo, zdaj sem še bolj 100% Slovenec. Ne? Tam sem bil pa tudi, gledajte, ko je bila Malvinska vojna, takrat leta 82, sem se jaz javil, da bi šel na Malvine, pa nisem argentinske vojaške službe delal, ker sem pač rojen bil v Italiji in zato nisem bil rojeni Argentinec, ne? Ampak sem se javil, da bi šel, pač delal sem na Ministrstvu za pravosodje in tako so nekaj potrebovali, sem se javil, gremo. Potem seveda ni bilo treba jeti, ker se je vse drugače razvilo. Ampak bil sem, bi rekel, zvest Argentinec, istočasno pa zvest Slovenec. Zdaj, kako se to razume, ne vem, ne me preveč sprašvati. Ampak če si zvest, zvestoba je ena sama. Ne? Lahko se kaže na 2 različna načina. Ampak zvestoba je pa ena sama in jaz sem en sam. Jaz nisem razdeljena osebnost, ni schizofrenije pri meni. Ne? Jaz sem celoten. Samo včasih se kaže na en način, včasih se kaže pa v drugem, ampak kot celota. Ne? Skratka, družina mi je vse to omogočila. Škofov zavod, Rožmanov zavod, ki ga je škof Rožman ustanovil takrat, tam je k temu bistveno pomagal. In družina je bila in je slovenska in moji bratje in sestre, mlajši od mene, so vsi zvesti Slovenci in tako da je v meni ena celota in to se je, hvala Bogu, na ta način zaokrožilo v zadnjih letih, da sem se lahko preselil po upokojitvi v Slovenijo. In zdaj živim tukaj vesel in zadovoljen, da sem tisto, kar sem celo življenje bil. Celo življenje sem bil v Sloveniji, ampak kako je to mogoče? Se si vendar živel tam. Ja, ampak moje prvine so vendar, moje korenine so vendar bile tukaj in jaz sem doma seveda vse to dobival. Pa seveda v Škofovem zavodu, pa slovenska literatura, pa zgodovina, pa vse to, ja, to je vse del mene. Tako da ta družina, to je bilo bistvene važnosti in to je bistveno vplivalo name, pa na mnoge druge tudi, ki se zanimivo, vedno bolj se dogaja, da se vračajo med navednicami, ne? Ker se ne vračajo, zato ker so bili rojeni tam. Jaz sem tudi bil rojen zunaj. In zato ampak jaz vedno pravim, da se vračam med navednicami. Zakaj? Zato ker jaz bi moral živeti tukaj, celo življenje. Pa je bilo vse sprevrženo, ne?
Vse sprevrženo in zato je bilo treba je daleč ven, zato je bilo treba čim dalj stran, in zato nas potem doskrat zato nas ni dosegala roka režima, čeprav nas je hotela tudi dobiti, ampak nas ni, pač zelo daleč smo bili in tam smo lahko zgradili neko slovensko skupnost, neko slovensko strukturo, ki je bila kulturno in duhovno, kulturno in versko močna, zgrajena in ne samo do neke mere, ampak v precejšnji meri uspešna. Predolg sem bil, najbrž. Hvala lepa. Doktor Ignacija, izvolite za vaš. Ja, bom res samo kratko dodala, ker govorimo o družini in prej ste me spraševali o pravicah in tem razmerju. Da sama seveda imam 4 otroke in odkrivam, kako je pomembna malo večja družina. Zaradi tega, ker je to tista celica, kjer se ravno učijo teh prvih korakov, kako nekaj deliti z drugim, kako se odrekati nečemu in kako zelo pomembne so bile te tradicionalne velike družine tudi za postavljanje te lastne mere vsakega posameznika, lastnih meja, seveda vzpostavitev odnosa do drugega, do sočloveka in seveda so zato take tradicionalne družinske velike celice zelo pomembne. Hvala lepa. Jaz bi zdaj mogoče vprašala, če bi kdo iz publike še rad mogoče postavil kako vprašanje, kako izkušnjo, če želi mogoče gospod podpredsednik še kakšno? Ne? Glejte, potem bi se vsem razpravljavcem zahvalila bi se vam. Namen našega pogovora je bil to, kar smo uvodoma povedali, da je za tudi našo veliko družino SDS, če se lahko tako izrazim, ker to skozi ponavljamo, zelo pomembno jedro, naše slovensko tradicionalno jedro, in da poudarjamo, da je treba družine ohranjati, da sta oče in mama tista dva, ki nam položita vse v zibelko. Mogoče še za zaključek od vsakega eno misel za konec današnjega dneva, gospa Monika. Ja, hvala za zelo zanimiv večer, zanimivo debato in iztočnico na prav poseben dan, na dan vseh mater, dan gospodovega oznanjenja. Prav je, da tudi ta verski vidik ali pa duhovni vidik osvestimo, se ga zavedamo in ga kot en del ne samo verske, pač pa tudi kulturne tradicije naprej vzdržujemo. Hvala lepa, doktor Fink. Ja, ta misel, ki jo je tukaj gospa izrazila, je tako bogata, da je težko še kaj dodati. Ampak če se te misli drži nekaj ali pa mnogo, ogromno nadnaravnega, pa mi lahko svoje uboge človeške narave, ustvarjene od Boga, v tem obzorju, v teh dimenzijah, lahko mi marsikaj ustvarimo, marsikaj naredimo. Včasih je bila tista, ne vem, od kje je že to, pač zunaj, ko smo živeli zunaj, je bilo tisto Bog in Slovenija, stalno Bog in Slovenija. To sta dve vrednoti, ki so nas spremljali kot otroke, kot mladostnike, kot starejše ljudi, Bog in Slovenija. Pa tista preglova je bilo tisto v jeziku sladkem, ki ga znam, poljubi materi imam, izvestega mi vre srca, pozdrav najlepši ta, Bog in Slovenija. Pa ko gledam naše zemlje raz, britkosti njene njeno čast, se uspev mi plete iz srca, pozdrav najlepši ta, Bog in Slovenija. In ko bi zadnja ura bil, še prej ena kitica, ko gledam naše zemlje raz, naj jutro vzhaja na nebo, naj pada sonce za goro, zunaj vem in vem doma, pozdrav najlepši ta, Bog in Slovenija. In ko mi ura bila boda v Črnomoro bom zemljo, naj zadnjič še časti Boga, pozdrav najlepši ta, Bog in Slovenija. Hvala. Pardon, pisatelj Ivan Pregel. Ne jaz.
Doktor Ignacija. Ja, najprej seveda bi iskreno čestitala vsem materam ob materinskem prazniku in jih seveda nagovorila, da je zdaj to čas, ko moramo seveda ženske ponovno prinesti v ta svet, v to družbo, sporočilo ljubezni po vzgledu Marije. Tako da nosite ljubezen med ljudi, širite jo, pričujte o njej in verjamem, da se bo tudi ta družba in je že ta družba predozirana v vseh ideologij, spolnih in o politični korektnosti in podobnem. In verjamem, da se bo, kakor zmeraj, človeška civilizacija vrnila k razumu in vrnila k vrednotam. Hvala lepa. Pa še Luka. Ja, hvala lepa. Jaz bi pa mogoče, ker še vseeno kamera, ne, pa bi res prebral to, kar tudi na listu piše in mislim, da je to ena misel, ki si jo res moramo tudi mladi dobro zavedati, ne. Očetje in matere, sreča ali nesreča prihodnjih dni v vaših rokah že leži. Kakor boste otroke vzredili, take čase, slabe ali dobre, bomo imeli. Anton Martin Slomšek, jaz mislim, da je to bistvo današnjega večera. Jaz se vsem štirim še enkrat iskreno zahvaljujem. Za konec pa, kot obljubljeno, še enkrat naša glasbena skupina Elinor, ki bojo pa zapeli tisto hišo domačo, ker vem, da ne glede na to, kolikrat jo slišimo, starejši, ko smo, globlja čustva v nas budijo, tako v naši družini in pa v naši domači hiši. Hvala lepa za lep večer. Prosim. Kdor želi, lahko zapoje z nami. Tam, kjer se čuje pisem, Slavičko lepa mila. Tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res rivna je in stara, morda že prek 100 let. Ali meni je pa dražja kot celi svet. O Bogi so in nizki in slamo je pokrita. V sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. Ali v mojem srcu vidno tak jasno se veli. Če tu je v Boga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila. In nauke mi zlate v srce je vsadila. V hišici tej tekel mira je mladih let. Zato